Tako so na stojnicah otroci predstavili različne kulture sveta, ki so jih spoznali prek svojih vrstnikov. Prvič pa so podelili tudi priznanja. Najboljša prostovoljka je postala Daša Radovan iz Kmetijske šole Grm in Biotehniške gimnazije, ki je lani namenila prostovoljnemu delu kar 400 ur. Delaš nekaj dobrega, se počutiš preprosto dober. In ja, to me žene naprej s tem, da nikoli ne odneham, ker ko enkrat začneš to delati, ko si enkrat v tem, je to tako ena zasvojenost, če lahko tako rečemo. Najboljša prostovoljna skupina je postala skupina Z roko v roki iz iste šole. Najprostovoljni razred pa je postal drugi K novomeške gimnazije. Vsi dijaki tega razreda dejavno sodelujejo pri nesebični pomoči drugim. Ideja je prišla v razredu, zato ker naša razredničarka se skuša ukvarjati s temi humanitarnimi akcijami in vsem. In je ona predlagala, kaj če bi mi nekomu pomagali, tako da bi šli na Rdeči križ in prinesli hrano tistim, ki je nimajo. In itak tako je cel razred, seveda moramo nekomu pomagati, dober občutek je, ko nekomu pomagaš. Na bazarju Moj sošolec je drugačen je sodelovalo 9 osnovnih šol Dolenjske in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Drugačnost je tema, ki je prisotna na vsakem koraku. Moram odkrito priznati, da sem te teme več kot vesel, ker je preprosto aktualna in tudi čisto privatno. Že celo življenje razmišljam o tem, kako je slogan vsi različni, vsi enakopravni, res velika reč. Ob koncu osrednje slovesnosti je sledila še okrogla miza Moj sosed je drugačen, kjer je svoje izkušnje delilo 7 tujcev, ki so drugačni zato, ker so druge narodnosti.